Pozdravljeni. Naslov zgodbe je Jezus nasiti množico ali pomoč lačnim. V Svetem pismu piše: vi jim dajte jesti. To sporočilo je za vse nas. A veste, ko dajem drugim, služim Jezusu. Eva in Tine pogosto igrata žogo v dopoldanskem času in sta tako zatopljena v igro, da pozabite na čas kosila. Mama pa ve, da sta lačna, zato ju pokliče v kuhinjo. Mama ve, da je to dobro zanju. Si morda tudi ti že kdaj bil tako zatopljen v igro, da si pozabil na lakoto? Svetopisemska zgodba govori o množici lačnih. Poslušaj, kaj se je zgodilo. Ljudje so zvedeli, da se je Jezus v čolnu umaknil na samoten kraj. Peš so šli za njim. Zbrana množica je poslušala Jezusov govor in gledala, kako je zdravil bolnike. Jezus je več ur učil, ljudem je delil Božjo ljubezen. Veliko časa je že minilo, odkar so se zbrali. Jezus je še kar govoril, začeli so se oglašati prazni želodci. In tudi Jezusovi učenci so bili utrujeni in lačni. Jezus, reci tem ljudem, naj gredo domov, večeri se in tu ni hrane, naj se vrnejo jutri. Utrujen in lačen je bil tudi Jezus. Rad bi jim še veliko povedal, med njimi je bilo veliko bolnih, ki so potrebovali njegovo pomoč. Učencem je dejal: ni jim treba oditi, ampak vi jim dajte jesti. Učenci so gledali to veliko množico, ki je ni bilo mogoče prešteti. Kje naj dobimo toliko hrane, da bo dovolj za vse, je rekel Filip. Andrej pa je našel dečka, ki je bil pripravljen deliti svoj majhen obrok kosila z Jezusom. Ampak imel je le 2 ribi in 5 malih hlebčkov kruha. Ampak to je bilo točno to, kar je Jezus potreboval. Jezus se je ozrl v nebo, blagoslovil, razlomil in dal učencem, da razdelijo. To je zate, to je zate. Deček je delil hlebčke z Jezusom, Jezus jih je pomnožil. Vsi so jedli in se nasitili. Bilo je 5000 mož, žena in otrok. Ko so bili vsi siti, so učenci pobrali koščke, ki so ostali. Nabrali so 12 košar, ali vidiš? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 košar ostankov. Jezus je iz 5 hlebov in 2 rib, ki jih je podaril deček, nasitil množico. Kaj lahko Jezus naredi s tem, kar si pripravljen ti deliti? Jezus te vabi, da tudi ti ponudiš pomoč in deliš kot ta deček. Jezus pa bo pomnožil tvojo dobroto. Ko ti pomagaš pomoči potrebnim, služiš Jezusu.